Gospe in gospodje, spoštovani člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, dragi domoljubci. Ponovno smo se zbrali 32 let po tistem tragičnem dogodku, ko je na tem mestu žrtvoval življenje Jožef Simčik. Ne samo Jožef Simčik, žrtvovalo je življenje malo potem še 16 drugih vojakov, pa 76 skupaj s ostalimi civilisti. To število ljudi, žrtev, pustimo danes. Istokratna jugoslovanska ljudska, pozneje agresorska armada, je s silo poskušala preprečiti procese osamosvojitve in demokratizacije Slovenije. Mariborčani so se prvi uprli že dan prej. O tem pričajo pekelski dogodki 23. maja. Zato smo toliko bolj prizadeti in žalostni omalovaževanja tega dogodka, ki se ponavlja že vrsto let, ampak dosega vedno večjo kulminacijo. Pozdravljam predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Lojzeta Peterleta, Franca Kanglerja, aktivnega udeleženca osamosvojitvenih procesov, in Bernarda Memona, mlajšega udeleženca, tistokrat še, kot je rekel, pijaka, srednješolca, ki se je po naključju znašel na tem mestu tragičnega dogodka. Gospod predsednik, lepo prosim, da nagovorite prisotne. Hvala lepa. Spoštovani veterani vojne za Slovenijo, spoštovani članice in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospe in gospodje. Tu stojimo z zavestjo, da smo bili udeleženi v največjem političnem projektu slovenskega naroda, ki se je končal uspešno in postavil Slovenijo na politični zemljevid sveta z dostojanstvom lastne državnosti. Zavedamo pa se tudi dejstva, da ne bi bilo treba gledati po Sloveniji takih spominskih tabel, kot je ta, ker smo imeli v takratni Jugoslaviji pravico do samoodločbe in odcepitve, in ko sem odhajal v Beograd k Markoviču Joviču, šefu vojske, tudi sem jih opozarjal na to dejstvo in sem se trudil, da bi se dogovorili v skladu s ustavo, vendar to ni bilo mogoče, ker so nasprotovali naši volji po samostojnosti in demokraciji. Jaz se tukaj in mi vsi se ne klanjamo samo spominu prvi žrtvi in vsem žrtvam, ki so sledile v boju za Slovenijo. Klanjamo se tudi odporu Mariborčanov. Jaz sem ponosen na Maribor, ki je takrat pokazal svojo voljo in tisti dan mi ostaja posebno spominu zaradi nečesa drugega, kar kaže na to, kako različno smo razumeli pekrske dogodke. Tisto popoldne me je okrog 4 poklical šef 5. armadnega območja general Kolšek in me vprašal, oziroma prosil, da damo elektriko nazaj. In me vprašal,
vprašal, če vem, kako izgledajo vojaški hladilniki, če vem, koliko kesajo v njih in koliko škode bo, če elektrike ne bo. Torej, to izgleda zdaj celo malce šale, ampak ni bila šala, torej njega je zanimalo, kaj se bo zgodilo z mestom. Nas je pa zanimalo, kaj se bo zgodilo z nami in vesel sem, da smo znali stopiti skupaj. Vesel sem danes tudi dejstva, da prihaja vendar do večjega strinjanja, da ta projekt osamosvojitev potrebuje tudi svoje spominsko obeležje, svoj spomenik. In jaz upam, da bomo prišli do tega, da bo tam na Trgu Republike stal spomenik slovenski osamosvojitvi, ne pa več spomenik, ki je Slovenijo razdelil oziroma jo predelil. Dragi prijatelji, sem vam hvaležen, da skrbite zvesto za ta spomin na prvo smrt, ki ni odmevala samo v Sloveniji. Ves svet je takrat razumel, da se lahko zgodijo nesrečne stvari in vse. Bi pa rekel tudi to, tudi v tej priliki, da sem vesel, da je bilo vendar, da ni prišlo do velikega števila žrtev v boju za slovensko samostojnost. To pa zato, ker smo uporabili silo samo kolikor je bilo res treba, drugo smo pa skušali doseči in tudi dosegli s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Ker hodijo tukaj ravno mladi ljudje, naša mladina, ki rad zaključi z mislijo in pričakovanjem, da se bo naš šolski sistem vendar posvetil tudi osamosvojitvi in da bodo mladi ljudje vedeli, zakaj je do osamosvojitve to in kakšno vrednoto to pomeni. Naj živi spomenin na gospoda Šimčika, na Valca in Adama in na vse tiste, ki so dali življenje za slovensko svobodo. Gospod Bernard Neman, lepo prosim, da spremljate s kratkim pismem, ki ste obdržali iz časa, ko ste Slovenije začeli osamosvajati in ko se je zgodil ta neviden srečen dogodek. Ja, hvala lepa. Pozdrav predsedniku vlade, gospodu Lojzetu Svetu, gospodu Kanglerju, vsem predstavnikom političnega življenja in seveda tudi našim predstavnikom Slovenske vojske, brez katerih naše ljube države ne bi bilo, da je treba večkrat poudariti. Moj spomin na tisti žalostni dogodek živi še danes zelo živ. Vračal sem se iz tega vogala, ki je zadnji resorski center, in sem prišel tik po tem tragičnem dogodku, ki je bil res žalosten iz vidika tega, ker smo videli goloruke ljudi s solzami v očeh, z razočaranjem, kaj je njihova domovina, kateri plačujejo davke, kaj je storila civilnemu prebivalstvu, in vedeli smo, da je pravzaprav to začetek, kjer zagotovo bo na koncu zmagovalec ljudstvo. Čutila se bolečina, žalost, jeza, solze ljudi, smo videli na listi. Ljudje so se spraševali, ali je to ta država, v kateri plačujemo davke in smo služili vojsko. Po tem razočaranju so bili vsi, moram reči, hkrati zelo potolčeni in hkrati se čuti en zelo močan pogum, ki ga jaz doslej do tistega trenutka še nisem čutil. Bil sem dovolj star, da sem že spremljal politično življenje in sem vedel, da se pripravlja nekaj zelo resnega in da povratka nazaj več ne bo. Videlo se je to v tistih ljudeh, ki so bili na tem mestu. Gole roke v borbi z oklepnikom, gole roke gospoda Šimčika v borbi z oklepnikom so pravzaprav povedali največ. Sedaj sem dokončno dojel, da je gospodarstvo nekdanje naše skupne države, ki je bilo pravzaprav na svet, ki je bilo v polomu, korenini na temeljih zla.
Jaz sem končno dojel tudi pripovedovanje svojih babic, dedkov iz časa po drugi svetovni vojni. Nasilje JLA se na cestah, ki pripadajo ljudem, ne bi smelo zgoditi nikoli. To je dober tistim, ki ta dogodek marginalizirajo. Kajti že to, da so samo vozila bila na teh naših cestah, je bil največji polom za družbo in za državo. To brutalno nasilje je sprožilo častni upor, zmagal pa je duh. To je ključno poudariti. Zmaga vedno duh. Ta nevidni duh je premagal orožje in jaz sem zelo vesel, da je Maribor v zgodovini zapisan z zlatimi črtami. Pa bom omenil samo te 3 dogodke. Žalostni dogodek, ki se je zgodil tukaj, hekerski dogodki in seveda borba našega slavnega generala Majstra. Takrat niti nisem slutil, ko se tudi vozil proti Pekram s svojim kolesom z motorjem kot dijak, da nam je prežil nevarnost, kajti ob cestah so objarki kazali pripravljeni z streljnim orožjem vojaki Jugoslovanske armade. Podcenjeval sem to nevarnost. Šele potem, ko se je zgodil Balkan, smo ugotovili, da so bili žrtve tudi nedolžni otroci in mladosti, in da bi v tistem trenutku bilo vse mogoče. Jaz sem vesel, da smo takrat ljudje dali sporočilo našim politikom, dali smo sporočilo tudi našim pomladnikom, ključno sporočilo našim pomladnikom in seveda vsem intelektualcem nove revije, da moramo nadaljevati ta boj, ki se je začel že desetletja nazaj. In hvaležen sem predstavnikom politične elite, da so to sporočilo tega trenutka tukaj vzeli zelo resno, nadaljevali svojo agendo in smo danes tukaj, kjer smo v svobodni državi. Velikokrat pravim, agresor bi se lahko že veliko naučil, če bi samo opazoval ponos naših ljudi, naših Slovencev. Pa če ne drugače, če takrat postojamo Slovenec cen. Že takrat bi lahko vedel, da je ta boj naprej izgubljen. Proti ponosnim ljudem se ni mogoče boriti z orožjem. Kaj se pa lahko naučimo iz tega dogodka, se boste sprašali, se vsi sprašujemo. Naučimo se lahko to, da se bodo tudi vse krize, ki so v svetu povzročene z nasilnim orožjem, z nasiljem proti civilnemu prebivalstvu, se bodo klavrno končale za tisti, ki so te vojne počeli. Jaz si upam, da bo ta svet poln miru, poln spoštovanja, poln sprejemanja in da bo svet brez nasilja. Vsega hvala lepa za povabilo in da ste mi poslušali. Hvala lepa, gospod Jon. Zdaj prosim, predsednika Dnevnika vrednote, Slovenske slovenike in predsednika Ukrajinskega združenja vrednote Slovenske slovenike gospoda Hermana, da položita element slave pa za samostojno Slovenijo.
Dobro.